Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Na predvečer praznika je bila tradicionalna proslava, na kateri je zbrane nagovoril župan Janez Hrovat. Spoštovane občanke, dragi občani, spoštovane svetnice, svetniki občine Kranjska Gora, oba moja podžupana, spoštovani kolegi župani sosednjih občin, spoštovani župani drugih slovenskih občin, dragi gostje, lep dobročer v občini Kranjska Gora na predvečer občinskega praznika v čast 124-letnici postavitve Aljaževega stolpa vrh Triglava, ki je tudi naš občinski praznik. Podelili so tudi občinska priznanja. Zlati grb občine Kranjska Gora je prejel Simon Oblak, priznanja občine Kranjska Gora pa Darinka Tarman, Miroslava Smolej in Zvonko Jereb. Siguren Simon Oblak, dolgoletni zaslužni član Društva Slovenija-Rusija, ki v Kranjski Gori skrbi za nemoteno delovanje tega velikega dogodka Ruska kapelca, seveda tudi na drugih področjih zelo aktiven in zagnan, tako v Alpskem smučarskem klubu, član organizacijskega komiteja Pokala Vitranc in še. Res čestitam za vse to pri njegovih letih, še zmeraj aktiven. Jaz mu želim še dolga leta tako zagnanega delovanja, želim mu seveda tudi, da mu služi zdravje in da me res, tako kot sem že prej povedal na sami prireditvi, še velikokrat ob 7:30 ali še prej v pisarni pričaka z idejami in z nasvetom, kako se da delati boljše in seveda bolj efektivno. Z idej in nasvetov polni sta tudi dve drugi letošnji občinski nagrajenki. To sta pa zelo v bistvu zagnani, v bistvu kulturni delavki, ki se včasih tudi združita v duet vaških opravljivk in ki s svojimi hudomušnimi izjavami, kritikami, redko tudi kakšno pohvalo, krajšata te prireditve, tudi med drugim upokojenske, invalidske, neumorne sta tudi na področju delovanja pri humanitarnih organizacijah, v domu Viharnik, v seveda tudi domu Bergel na Jesenicah. Svojo humanitarnostjo kažeta res svoje široko srce, ne samo v kulturno stran, ampak tudi v humanitarno, tako da obe sta si resnično zaslužile ta priznanje in to, da sta me zadnje 2 leti majčkeno manj kritizirale, resnično ni pripomoglo, da sta ga dobili danes. Videli se je danes na prireditvi, da vam je bilo posebej toplo pri srcu, ko je Darinka nas vse, ko smo bili tukaj zbrani, v domačem jeziku nagovorila. Kaj vam pomeni ta jezik, ta govorica? Ta govorica, naš dialekt, ki je posebej Darinkan, izrazito kranjskogorški, to pomeni dialekt, ki je doma v vaseh od Martuljka, gozd Martuljka do Podkorena. To je poseben dialekt, ki v bistvu ni tipičen ne za Mojstrano, Dovje in Rateče. Tam se govori drugače, pa to za ta center občine Kranjska Gora značilen in meni pomeni veliko. Jaz tudi kot mlad fant sem od stare mame in starega očeta se izredno dobro naučil tega dialekta in tudi zdaj še v Podkorenu v družbi mojih vrstnikov, če se dobimo, avtomatsko preklopim na domač dialekt in mi je izredno veselje, da se ga lahko poslužujem. Žal pa tako, kot je rekla Darinka, dialekt izumira. Tukaj moram pa pohvaliti mojo tajnico, mojo Špelo Lavtižar,
ki pa tudi izredno dobro obvlada, in ko sva v bistvu sama brez prič, midva govorijo izredno dober kranjskogorški dialekt, tako da če bi naja poslušali, bi bilo kar zanimivo. Najbrž ne bi nič zastopali. Zdaj pa še, če se samo na kratko še pri zadnjem oziroma ne zadnjem, pri enem od nagrajencev še ustavimo, to je pa gospod, ki je pomagal takrat v tistih kritičnih trenutkih na Belcu. Ja, tudi Zvone Jereb je izredno zaslužen za ta hiter odziv in akcijo reševanja materialnih sredstev in življenj na Belci. Tukaj je bil med prvimi, ki se je odzval, in skupina domačinov z Dolgega in Mojstrane Belce, ki so ga predlagali, je res zadela žebljico na glavico. Tukaj res se moram zahvaliti, pa ne samo njemu, tudi vsem ostalim, ki so takrat priskočili na pomoč, pokazali, da jim ni vseeno za sočloveka in pomagali rešiti to, kar smo rešili, in da je Belca ostala taka, kot je še zdaj. V kulturnem programu so nastopili Aleksander Mežek, godalni kvartet Kamerata Karniola in tolkalec Vit Ušeničnik. Niti treba skrivati solza, solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Že v ponedeljek pa je kranjskogorski župan Janez Hrovat v Radovni sprejel občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je tokrat kar 20. Pokramljali so o aktualnih zadevah in tudi o tem, kakšno je bilo življenje v dolini včasih. Spet je leto krog, praznik občine Kranjska Gora se začenja z tudi mojemu povabilom 90-letnikov na tole prečudovito lokacijo pod Psnakovo lipo, kjer se spet majčkeno poveselimo, kakšno rečemo. Majhen so me pohvalili, malo tudi skritizirali, ampak sem zadovoljen. To so le naši občani, ki so res izkušeni, ki so preživeli že veliko videli, in seveda take zakladnice izkušenj je treba poslušati, tako da res fajn dan v dobri družbi tukaj pod Triglavom, in jaz verjamem, da se veselimo še kar nekaj let z njimi, da bodo ostali tako vitalni in čili. Od četrtka do včeraj so na Dovjem praznovali 130 let domačega prostovoljnega gasilskega društva. V četrtek je bila najprej slavnostna seja v Aljaževem prosvetnem domu. V petek je sledila sektorska vaja, nato pa še blagoslov novega gasilskega vozila. Jaz sem zelo vesel, da je gospod župan pa Gasilska zveza Kranjska Gora, da so prepoznali, da gasilsko društvo Dovje ta avto potrebuje in si ga zasluži. Zato se v imenu društva županov in občini Kranjska Gora zahvaljujem za donirana sredstva, da smo ta avto lahko v društvo dobili. Ga prosil gospoda župana, da poveljniku preda ključe vozila. Stipan, veliko kilometrov, malo
Jaz bi se zahvalil gospodu županu za ključe, pa verjamem, da bomo varno skrbeli za avto, pa da bo tudi šofer poskrbel za njega. Tako da, Matic, predajam ti ta ključ, pa upam, da boš res poskrbel za avto. Najprej bi se zahvalil za zaupanje, pa seveda obljubljam, da bom skrbel za avto, da bo redno vzdrževan in pa vedno pripravljen na intervencije. Hvala. Mirno! Zdrav! Večer je bil rezerviran za zabavo z glasbo Mitje Šinkovca in Luke Ažmana. Včeraj je bila še gasilska parada. Slavje pa se je končalo z veselico skupino Kalipso in bogatim srečelovom. Tudi v letošnjem poletju se izvaja projekt umirjanja prometa v dolino Vrata. Z njim želijo doprinesti k temu, da dolina ne bi bila tako onesnažena, da ne bi bilo toliko dvigovanja prahu, da bi bila kakovost življenja domačinov boljša. Uvajajo tudi javni prevoz. Lanskoletni odlični vtisi so neka podlaga pa temelj za letošnjo akcijo, tako da nadaljujemo z umirjanjem prometa. Letos smo se skoncentrirali na večjo kapaciteto oziroma večje število javnih prevozov, tako da v bistvu ta projekt nemoteno teče naprej. Zavedamo pa se, da je to le kapljica v morje ukrepov, ki jih ta, bom rekel, dolina potrebuje. Ja, za spodbudo je reči predvsem to, da naj se ljudje zavedajo, da imamo samo eno naravo, samo eno Slovenijo in da lepote so tukaj in moramo poskrbeti za vse, da bojo lepote tudi ostale in predvsem ljudje smo tisti, ki lahko na tem največ naredimo. Pa ne nazadnje mogoče niti ne občina ali pa javni zavod Triglavski narodni park, ampak sami obiskovalci, ki jim mora to priti v zavest, da smo dobili lepote in pustimo lepote tudi za namcem. Mi gledamo na ta projekt, če temu tako rečemo, pozitivno, ampak ne samo v dolini Vrat, tudi kje druge, kajti v visokogorskem svetu in predvsem po visokogorskih teh alpskih dolinah se srečujemo s podobnimi problemi in če ne bomo tega dojeli tudi na državni ravni, potem se nas zna zgoditi kakšen negativen efekt, kajti prvi odzivi tujcev, ki jih letos dobivamo, so taki približno zelo poenostavljeno. Imate čudovito pokrajino, imate vse zadeve, samo določene stvari pa nimate urejene. In javni prevozi, parkirišča, ureditev vsega tega je ena tistih prioritet, ki se nam lahko vrne kot negativni bumerang. Zato seveda to podpiramo in jaz mislim, da tudi skozi svoje kanale obveščanja svoje člane in pa širšo javnost informiramo o potrebnosti ureditve tega. Poklani prvi koraki so spodbudni v to smer. Ja, težko bi zdaj rekel, če so že kakšne rezultate vidni. Jaz mislim, da so vidni predvsem o zaveščanju javnosti. Mogli bomo pa še nekaj narediti s tem, da bomo tudi kot posameznik pripravljeni prispevati tudi kakšen evro za to, da se v Vrata peljemo, ne pa samo takrat peljati, ko so promocijski dnevi in se potem zastonj peljemo. Tukaj nas čaka še nekaj dela. Lani smo želeli simulirati režim, ki bi ga radi imeli v prihodnje, to se pravi, da je dolina praktično do zapolnitve parkirnih mest znotraj doline odprta, potem pa se je zaprla in je pač to obdobje ves čas potekal javni prevoz in pa seveda smo bili veseli večjega števila obiskovalcev, ki so prišli z nahrbtnikom in pa seveda kolesarjev. Kako bo letos? Se pravi, letos se omejujemo na eno parkirišče in sicer parkirišče pri bivši železniški postaji, kjer imamo kapaciteto cirka 150 in pa dnevni vozni red avtobusov in kot sem že prej rekel, smo to razvili, razširili na vse vikende, top vikende, udarne vikende v avgustu in pravzaprav voznikom pa obiskovalcem ni potrebno storiti nič kot brezplačno parkirati, se usesti na avtobus in v dolino vstopiti z javnim prevozom in seveda nekaj narediti za naravo in nenazadnje tudi za sebe in pa za vse ostale obiskovalce v dolini.
Lani so bili odzivi dobri ali morda ne? Zelo dobri. Moram reči, da presenetljivi glede na ankete, ki so bile narejene in pa na tiste, bom rekel, smernice, ki so nam jih dajali obiskovalci. Dejansko so še večina njih pravzaprav, bom rekel, podpirajo malo bolj rigorozne ukrepe od tega, da bi se dolina praktično v času sezone kar zaprla za promet do tega, da pač je treba postopno nadaljevati tak režim, kot smo si ga zdaj zastavili. Jaz mislim, da je to prava pot postopno, korak po korak. Torej tudi prihodnje leto se verjetno obeta več še v to smer. Tako je, letos smo bili zelo korajžni, na sestankih smo jih imeli usklajevalnih na Ministrstvu za okolje in prostor in infrastrukturo, smo si tudi že postavili roki in pa komplet projekt bo predstavljen na posebnih informacijskih tablah in verjamemo, da nam bodo te roki časovni, ki smo si jih postavili, tudi neka dodatna motivacija, da res to izpeljemo. Območje Mojstrane Triglava je nekako začetek verjetno tudi širše akcije kasneje. Ja, pravzaprav je bil to zametek lansko leto. Ta akcija se je potem letos razširila na območje Bohinja oziroma Ukanca in Savice ter na območje Mangartske ceste do Mangartskega sedla. V naslednjem letu pa se nekako načrtujejo, predvidevajo še dodatne akcije tudi na drugih območjih, predvsem tudi na Primorskem. Kje vi predvsem vidite prednosti tega? Ja, prednosti je pravzaprav več, ne. Enostavno ljudem omogočimo uporabo javnega prevoza, s tem se zmanjša vpliv na samo naravo, ker je prometa manj, hkrati pa obiskovalci imajo možnost, da doživljajo naravo na bolj pristen način, saj jim nenazadnje ni potrebno skrbeti za nič, razen za to, da se usedejo na avtobus in peljejo. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. Tradicionalni vaški dan v Ratečah bo v četrtek 15. avgusta. Ob 14:30 bo sprevod domačinov oblečenih v rateške noše in ostalih nastopajočih. Ob 16. uri bodo otroške delavnice v Kažankovi hiši, začela pa se bo tudi veselica z ansamblom Veseli svatje. Kranjskogorska desetka, tek od Kranjske gore do Rateč in nazaj, bo v četrtek ob 18. Štart otroškega teka pa bo pol ure prej v središču Kranjske gore. V znak spoštovanja do svojega prezgodaj umrlega zborovodje, pedagoga in skladatelja profesorja Daneta Škrla, člani mešanega pevskega zbora Kranjska gora vsako leto konec avgusta organizirajo Škerlove dneve v Kranjski gori. Dvodnevna prireditev zborovskega petja je vedno znova posebno doživetje. Kranjskogorski pevski zbor vedno povabi tudi zasedbe iz drugih delov Slovenije, pa tudi iz Avstrije in Italije, zato je nabor odpetih pesmi zelo raznolik. 15. Škerlovi dnevi bodo letos 16. in 17. avgusta. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam lepe dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!